Sem zelo zadovoljen, da lahko to knjigo predstavim. Jaz sem sourednik te knjige, drugi sourednik je kolega Ferenc Laco, mladi madžarski zgodovinar, ki predava na univerzi v Maastrichtu. Midva sva leta 2018 se odločila, da približevala se obletnica, okrogla obletnica padca Berlinskega zidu in sva hotela nek projekt začeti na to temo. Pobuda je izhajala iz nekega spoznanja, da je vsako izmed teh okroglih obletnic padca Berlinskega zidu v zadnjih 10 letih bilo nekoliko drugačno iz stališča recimo historiografije ali pa sploh poskuša historizacije tega obdobja. Mislim, da nekako do leta 2009 smo se še vedno gibali znotraj te tranzicijske paradigme, se pravi, smo ocenjevali, koliko se države bivšega vzhodnega bloka približujejo Zahodu. Potem v zadnjih 10 letih je vendarle se zgodil nek premik k večji historizaciji, vendar, vsaj tak moj občutek je, bila to le historizacija trenutka leta 1989 in kaj je pripeljalo do njega. In že naša najina želja je bila, da bi v bistvu historizirali celotno to obdobje zadnjih 30 let. No, zadnje je, kot bi rekel Ranke, že unmittelbar zugot, se pravi, je eno izmed obdobij naše sodobne zgodovine in nek poskus, začetek nekega poskusa historizacije, vključitve tega obdobja v našo historično zavest. Odločila sva se, da štartava iz ene premise, se pravi, katera je bila tista izmed mnogih parol in upanj, recimo tako, ki so zaznamovale leto 1989, se nam je zdelo, da je bilo glavna parola vrnitev k Evropi in da ta ideja Evrope in ponovnega združenja Evrope je pravzaprav bila neka master narrative tistega leta 1989 in padca Berlinskega zidu. To so se odločili, da se posvetiva zbornik temu vprašanju, se pravi, kolikor so bili te upi uresničeni, kolikor je dejansko prišlo do neke konvergence obeh delov Evrope, koliko je do te konvergence prišlo na nek način, ki se ga mogoče nismo ali pa niso predstavili, se pravi, da je tudi Zahodna Evropa danes mogoče podobnejša temu, čemer smo označevali z vzhodom, se pravi, te dvoumnosti smo hoteli raziskati in sva potem na tak zelo klasičen način se tega lotila z preprosto anketo, kot v starih časih, in sva raznoraznim javnim intelektualcem, znanstvenikom, zgodovinarjem, ekonomistom, sociologom poslala, se pravi, seznam vprašanj, ki se gibljajo okrog tega, ali je prišlo do te konvergence, če je, do česa je pripeljala, če ni, kje so še razpoke v sedanji Evropi, in sva potem na podlagi teh prispevkov, ki so prišli, naredila nek izbor. Ta anketa je potekala v sodelovanju z mrežo evropskih revij Eurozine in so bili potem vsi eseji, ki so šli skozi najino uredniško sito, objavljeni v angleščini na tem portalu, izbor pa tudi v slovenskem prevodu istočasno v reviji Razpotja, ki je ena izmed, kako bi rekel, pobudnic tega projekta. Zbornik je šel v jubilejnem letu v angleščino pod naslovom A Legacy of Division, East and West, 30 years after the fall of Berlin Wall 1989, in zdaj imamo izbor teh tekstov tudi v slovenščini. To ni identičen, to ni zgolj prevod tega angleškega zbornika, tukaj so noter vsi izbor tekstov, ki so že bili prevedeni v slovenščini v reviji Razpotja, plus še nekaj dodatnih, ki se nam zdi najbolj relevantnih za slovenske bralce. Teksti so zelo različni, kar se tiče žanra, večina gre za znanstvene eseje, tu bi rad poudaril, da so šli vsi teksti skozi neko zelo rigorozno uredniško sito, pravzaprav nek peer review, se pravi, vsaka stvar tukaj stoji, vendar niso vsi po žanru strokovni, gre tudi za literarne eseje, nekateri, se pravi, da to je nek zbornik, ki v bistvu to vprašanje obravnava z najrazličnejših vidikov. Jaz mislim, da bo ta knjiga zelo priročna za vse tiste, ki bi radi razumeli, kaj se je zgodilo pravzaprav v zadnjih 30 letih
tako na vzhodu nekdanje železne zavese, tako kako je ta transformacija vplivala tudi na spremembe na zahodu in seveda na tem prostoru nekje vmes, kjer smo pravzaprav mi in ki smo v času hladne vojne črpali neko politično identiteto iz tega občutka ekvidistance ali pa ravnotežja med dvema poloma. Jaz mislim, da bi zdaj kar zaključil.